Res je, da smo takoj, ko smo izvedeli za ta nesrečen primer, pristopili k reševanju njihovega položaja in takoj smo jim ponudili nadomestno stanovanje tukaj v Slovenskih Konjicah in tudi uredili brezplačno varstvo v vrtcu. Seveda je za vsako rešitev problema potrebno sodelovanje več dejavnikov in tu smo kar nekaj časa iskali primerno rešitev, ki bi v prvi vrsti ustrezala potrebam te družine in pa hkrati je bilo potrebno zagotoviti tudi skladnost predlagane rešitve z zakonskimi določili. In sedaj smo po dolgem času končno našli rešitev, da tej družini pravzaprav omogočimo nakup nadomestne nepremičnine in zato smo danes na seji občinskega sveta sprostili sredstva v višini 69.600 evrov, ravno zato, da pokrijemo stroške in pa prispevamo svoj delež, se pravi zakonsko dovoljen delež k reševanju nakupa stanovanja oziroma hiše, nadomestne hiše za to družino. Seveda pa nameravamo navedeni znesek pridobiti oziroma refundirati strani Ministrstva za okolje in prostor, za kar že obstoja načelni dogovor. Tista razlika do polne cene je pa seveda bremeni to družino, samo treba je vedeti, da je vrednost te nepremičnine, ki je bila uničena zaradi plazu med 25 in 30 tisoč evri, ta nepremičnina in pa vsi stroški, ki so v zvezi s tem nastali, pa dosega vrednost 80 tisoč evrov oziroma nekaj preko 80 tisoč evrov. Tukaj še na to ne temeljive. V tem trenutku še, ko bodo odkupili, gre pa za nepremičnino v Poljčanah, ki je bila primerna. Bilo je več variant, ampak na koncu pravzaprav ali je bila povsem neprimerna, ali je bila v stanju, kjer je bilo potrebna še finalizacija. V prvi vrsti pa moramo gledati na to, da je všeč, da je ustrezna, da je primerna, da se družina z njo strinja. Ja, dejstvo je, da se je graščina Trebnik nekako ujela v en čaroben klopčič, iz katerega je v tem trenutku še zelo težko napovedati, kdaj in kakšna bo rešitev. Namreč dejstvo je, da je celoten kompleks v lasti gostinstva Jelen d.d., ki pa, kot vemo, je v prisilni poravnavi. In jaz osebno se že 2 leti in pol trudim doseči nekakšno kompromisno rešitev z direktorjem, gospodom Tomažičem, in pa seveda z glavnim upnikom, to je Zavarovalnico Triglav. Moram priznati, da pri tem nekako še nismo bili uspešni oziroma še nismo našli skupnega jezika, kako bi pravzaprav potegnili črto pod vse skupaj, tako da bi občina lahko uveljavila tisti famozni 6. člen pogodbe o prenosu lastnine iz občine na gostinstvo Jelen pred 12 leti. Namreč ta nepremičnina je obremenjena z hipotekami in niti v sanjah si ne znam predstavljati, da bi občinskim svetnikom predlagal, da bi občina uveljavila določila pogodbe in prevzela lastništvo nad tem kompleksom, kajti to pomeni tudi prevzem vseh obveznosti, ki jih ima gostinstvo Jelen kot zasebno podjetje, kar je pa seveda v nasprotju z logiko in pa seveda tudi z zakonodajo. Jaz verjamem, da bomo našli primerno rešitev in da bomo vsi skupaj in toliko trezni in resnično kompromisno rešitev poiskali, kjer bi v naslednjem letu lahko pričeli razmišljati z prenosom lastništva na občino, ki bi pa seveda bila upravičena tudi do vlaganja vlog na razpise Evropske unije.